spoštovani, dobrodošli tukaj v naših Škavcah. Razumemo, da ne boste mogli najbolj bučno ploskati, glede na to, da smo vam v roke že dali kozarce, tako kot se za te lepe vinske gorice tudi spodobi. Torej, v vaših kozarcih se je znašel roze Zlatega griča, tako za lep uvod. Tam proti koncu pa vam bomo v kozarce natočili še nekaj zelo žlahtnega iz naših koncev, pa bomo o tem malo kasneje. Preden vas vse skupaj tudi uradno pozdravim, bomo začeli z glasbo, čeprav smo že, ker naši mladi muzikantje so izjemno nadarjeni in oni ne igrajo samo tistih točk, za katere smo se dogovorili, ampak se tudi vmes se malo poveselijo. Že na poti v Škavce so si igrali harmoniko in peli, res jih je bilo luštno videti. Tako da bom zdajle kar na oder povabila fantovsko komorno zasedbo osnovne šole ob Dravinji, da vam predstavijo prvo skladbo, potem pa se tudi uradno oglasim. Uživajte. Spoštovane in spoštovani, še enkrat res prav prisrčno pozdravljeni, dobrodošli v objemu vinorodnih Škavc in s tole simpatično glasbeno točko Čas bi zavrtel nazaj ansambla Toneta Rusa, ki je nekakšna hvalnica nekdanjim časom in tradiciji, ki jo tudi danes obujamo med Konjiškimi vinogradi
so nas v današnjo žlahtno svečanost popeljali, kot že prej povedano, člani fantovske komorne zasedbe iz osnovne šole ob Dravini. In sicer so to Bine Vezjak, Mark Hlastec, Marcel Polutnik, Nik Hren, Val Franc Pozeb in Matic Polegek. Njihova mentorica je Janja Stamfer in fantje se bodo danes še družili z nami, nam še kakšno zapeli, vas pa že zdaj na začetku prosim za en velik aplavz zanje. Našli smo se v naših škavcah med slikovitimi trtami različnih sort, ki uspevajo v tej prekrasni galeriji vinogradov, kjer je svoj dom pred leti našla tudi ena izmed uradnih potomk najstarejše trte na svetu, več kot 400 let stare modre kavčine iz Lenta. Seveda vse skupaj toplo pozdravljam, veseli smo, da ste se nam danes pridružili, še posebej topel pozdrav pa velja gospodarju obeh potomk z Lenta, torej gospodarju trte Škavčanke in trte Kartuzijanke, našemu županu občine Slovenske Konjice Darku Ratajcu. Pozdravljam tudi direktorja podjetja Zlati grič, Martina Ondruša z ekipo. Pozdrav velja predsednici Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice Ivani Podkrajšek. Oba skrbnika potomk je potrebno pozdraviti. Danes je z nami Sandi Fideršek, on je sicer namestnik uradnega skrbnika še, ampak mislim, da bo kmalu postal tudi skrbnik. Sandi Fideršek, torej Dejan Brečko je sicer uradni skrbnik, pa danes žal ne more biti z nami, in pa gospod Jože Tominšek, skrbnik trte Kartuzijanke. V čast mi je, da v naši sredini tudi pozdravljam pripadnike Evropskega reda vitezov vina s prvim prokonzulom Tomislavom Kovačičem. Dobrodošli. Še v izjemno veselje pa mi je, da so med nami danes tudi mladi iz osnovne šole ob Dravini, tako da lep pozdrav tudi mladim soustvarjalkam, soustvarjalcem kulturnega programa z mentoricami in seveda na čelu z ravnateljico iz osnovne šole ob Dravini, gospod Brdnik. Dobrodošli. Kot sem že omenila, v naši občini uspevata kar dve uradni potomki, te 400 let stare žametne lepotice iz mariborskega Lenta, trta Škavčanka, trta Kartuzijanka smo jih poimenovali, ena tukaj v vinorodnih Škavcah, druga ob nekdanjem samostanu iz 12. stoletja Žički Kartuziji. In mi sedaj že nekaj let izmenično pripravljamo svečano rez in trgatev, enkrat pri eni, drugič pri drugi. Za obe pa seveda preko celega leta redno skrbita uradna skrbnika, pa tudi njun gospodar, naš župan, jo redno obiskuje ob takšnih in drugačnih priložnostih, sprehodih. Zgodovina te škavske potomke pa sicer ni brez zapletov. Prva potomka, ki je bila tukaj posajena že leta 2001, zasajena malo nižje ob vstopu v vinorodne Škavce, je namreč v hudi zimi v sezoni 2009-2010 pozebla. In ker je naše mesto, ki je že stoletja zapisano vinogradništvu in žlahtnim zgodbam, kot je pač ta zgodba žametne črnine, modre kavčine z Lenta, ki se je zapisala, kot vemo, tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, smo seveda v letu 2010 iz Maribora dobili nov cepič potomke, mu poiskali tole novo lego, ki je nedvomno zanjo ugodnejša, udobnejša, toplejša in vse odtlej pravi, da se v naši sredini dobro počuti. Tako, sedaj bom pa za nekaj besed dobrodošlice na tem prekrasnem posestvu v Škavcah naprosila gospoda Martina Ondruša, direktorja podjetja Zlati grič, sama pa bom malo pomagala s prevodom. Zelo sem rad, da ste prišli. To ni treba prevajati, dobro. I was honored to be Saturday with our dear guests in Maribor to see mother of our wine. Torej, zelo sem bil počaščen, da sem lahko bil v soboto na povabilo mojih prijateljev, torej prisoten v Mariboru in sem spoznal mamo te potomke. So I'm really glad that we can celebrate also this special event of starting season, because every winemaker is looking for the beginning of the season, and he believes that the end of the season, the harvest, will be successful.
Zelo sem vesel tudi, da na nek način začenjamo sezono, novo sezono v vinogradih, kajti vsak vinogradnik nekako tega začetka v vinogradih zelo veseli in se potem tudi seveda nadeja dobre letine na koncu leta. And we all are in the hands of nature or maybe of the good, because we don't know what will happen till harvest. Vsi smo torej nekako v rokah narave oziroma v rokah Boga, bi lahko rekli, ker nikoli ne vemo, kaj vse se bo zgodilo do same trgatve. So we can only try to do our best and hope that next harvest, next letnik will be okay. Ja, vsi se seveda lahko trudimo, naredimo maksimalno za to, da bi seveda naslednji letnik, ki ga bomo uživali, bil ok. I'm really happy that you came all, especially thanks to our mayor. Zelo sem vesel vseh vas, ki ste danes prišli in seveda še zelo posebej pa našega župana. And I please you raise your hands for the salute of wine and all good people working on wineries. In predlagam, da skupaj dvignemo kozarce za torej, dober pridelek in v čast vsem vinogradnikom, ki pridno delajo v vinogradih. Hvala lepa. Enako. In če smo že današnji dogodek začeli s spominjanjem na nekdanje čase in kako bi si kdaj zaželeli zavrteti čas nazaj, potem lahko tudi nadaljujemo malo v tem duhu spominjanja. In če se še spomnite, smo našemu mestu včasih radi rekli mesto cvetja in vina. In o tem bo govora v naslednji recitaciji, ki jo bo med nas prinesla Zara Reš iz osnovne šole ob Dravinji. Torej, naslov recitacije je Slovenske Konjice, mesto cvetja in vina. Slovenske Konjice, mesto cvetja in vina. Živeti tukaj res je prima. Pod sončnimi vinogradi sem doma, zavedno bo v njih delček mojega srca. Vinorodne škavce nas gričo pozdravljajo, dobrim vsem ljudem z veseljem nas zdravljajo. Sonce se prijazno na dolina nam smehlja, konjice vsak od nas preprosto rad ima. Z vrha griča zlatega nov se odpira svet, posebej še v jeseni nepozaben je razgled. Klopotec v rano jutro takrat nas prebudi in okusna zlata kapljica znova se rodi. No in ja, zakaj je ta recitacija ravno zdaj? Naredila je namreč krasen uvod v naslednji govor, k besedi namreč vabim župana tega našega lepega mesta, tudi seveda gospodarja Trte, Darka Ratajca. Lep dober dan, spoštovane, spoštovani. Zdaj, ko gledam, vsako leto se zberemo tukaj ljudje, ki spoštujemo in imamo radi vino. Obrazi so vedno nasmejani in prav je tako. Torej, Konjice smo vinorodna občina, torej imamo veliko površin, imamo tudi veliko dobrih vinogradnikov. Torej, to spoznamo vsako leto, ko poizkušamo, ko pijemo vina, ki so tukaj pridelana. In velika zahvala temu gre predvsem vinogradniškemu društvu, ki skrbi za to, da se, bom rekel, to znanje vedno bolj izboljšuje in kvaliteta vina je vedno boljša. Kaj bi naj rekel? Torej, Zlati grič je naš ponos. To so desetine hektarjev vinogradov. Ne bom rekel 10-letna, ampak bom rekel 100-letna tradicija tega okolja. In prav je, da to tudi negujemo in vzdržujemo še naprej, tako kot smo do sedaj. Torej, jaz bi se rad zahvalil obema skrbnikoma obeh dveh trt, torej Jožetu in pa namestniku, da sta to poskrbela, da bomo lahko jeseni, ko bo čas, obrali grozdje. Vam vinogradnikom želim, da bi bilo letošnje leto dobro za, bom rekel, za vinogradništvo, torej da bi imeli dobre pogoje, da bi imeli kvalitetna vina
Torej, pred dnevi smo imeli priložnost poskusiti v Zlatem Ogriču vrhunska vina od leta 83 pa vse do par let nazaj. In lahko rečem, da je to bil dejansko en presežek in samo potrditev tega, da imamo dejansko odlična vina v tem okolju. Rad bi se zahvalil vam, mladi muzikanti in pevci, za današnji, bom rekel, program. Kar tako nadaljujte in boste naše veselje, bom rekel, prinašali tudi naše okolje še naprej. Torej, gospe in gospodje, hvala lepa in lep dan še naprej. V naslednji recitaciji boste izvedeli nekaj zanimivosti o klopotcu, temu glasnemu prijatelju goric, ki ga na jesen tako radi poslušamo. O klopotcu pa bo spregovoril Maj Stramšak. Klip klop, daj klopotec brž galop. Grozdje v brajdah že zori, sonce zlato se smeji. Nič ne čakaj, klip klap klop, brž zavrti se, hop hop. Veter v dirte naj zbudi, da nam čriček ne zaspi. Se klopotec zavrti, grozdje trgat se hiti. Zdaj veselo je pri nas, saj jesen je zlati čas. Kdor tebe trta ne časti, ta vinca tvojega vreden ni. To je bila že napoved za jesen, ko se bomo spet družili ob tej naši potomki. Kot smo danes že slišali, je bilo skrbništvo obeh naših potomk zaupano Vinogradniško-vinarskemu društvu Slovenske Konjice, ki to svoje poslanstvo že vsa leta res dobro upravlja. Zato sedaj vabim k besedi predsednico Vinogradniško-vinarskega društva Ivano Podkrajšek. Spoštovani obiskovalci, en prisrčen, prelep pozdrav v to osrčje vinorodno, kjer vas smo danes zbrali na delovnem srečanju. Vinogradniško-vinarsko društvo že 33 let obstaja, se pridno trudi, za nami je 32 ocenjevanj in s tem smo pripomogli k dvigu kvalitete in smo se vsa leta trudili in se še trudili bomo naprej, da bomo pridelali čim bolj odlična vina, dobro vinsko kapljico. Skrbimo torej za strokovnost v našem društvu, za pridelavo kvalitetnih vin, med drugimi pa skrbimo tudi za druženje in za prepoznavo. Danes smo tukaj zbrani ob tej lopotici, eno smo že obrezali in ji skrbno naložili pridelek ter jo uravnovesili, da ne bo predivje rasla. Danes pa želimo, da tudi tukaj pod strokovnim vodstvom dobro obrežemo vsi skupaj to trto in jim naložimo en lep pridelek za letošnje leto in skupaj zaprosimo Boga, da bo lepo preživela. Hvala lepa. Ja, običajno pa največ delata, ampak najmanj govorita ravno skrbnika trte. Pravzaprav, mogoče so si skrbniki tudi med seboj rahlo različni, ampak skrbnik trte Škavčanke vsekakor ne rad veliko govori, ampak vedno ga povabimo k besedi, da malo pove, kako se je trta počutila v tem okolju. In danes bo ta čas doletela namestnika, torej trte Škavčanke, našega Sandija Fiderška. Ni treba veliko povedati, ampak vseeno bo prosimo za nekaj besed. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, tako je Tjaša rekla, Deja ni nek govornik in tudi jaz nisem, no? Ampak vseeno, par besed o naši škavski potomki. Zdaj, lani je kljub izzivom vremenskim, se pravi, bilo je obilica padavin, neki toče, kljub temu je dobro prestala leto, tudi neki grozdje je bilo gor, prezimla je dobro, se pravi, vidimo, da je v dobri kondiciji, tako da zdaj pa na nas, no, da jo dobro porežemo in s tem prvim opravilom pripravimo na naslednjo trijato, no, pa ostalo pa prepustimo naravi ali Bogu, no, tako je že bilo parkrat danes povedano. Hvala lepa.
Preden pa pridemo do same rezi, pa so vam osnovnošolci iz osnovne šole ob Dravini pripravili še eno zanimivo presenečenje, ki ga tukaj še nismo bili deležni. Namreč pripravili so kratko dramatizacijo z naslovom Vino in voda, dve žlahtni reči. Torej, vi dobro prisluhnite Tini Labeničnik in Aljažu Grifiču in izvedeli boste, kaj je bolj pomembno, vino ali voda. Voda in vino se prepirata, kdo od njiju je pomembnejši in kaj pomenita človeku. Odlomek je vzet po slovenski ljudski pesmi. Vino in voda, žlahtni dve reči, skoraj brez nobene, biti mogoče ni. Vino hoče gospod biti, voda se ne da ukloniti. Hud prepir med njima se je vnel, morda izvemo, kdo naj bi prav imel. Jaz sem vino in prevozim križem svet. Mene vsak pohvali in me hoče imeti. Hlapcem kakor gospodarjem, kmetom, kraljem in cesarjem, vsem na mizo nosijo me. Jaz voda, pretečem mesta in vasi, se prodajat nečem, vsak me zastonj dobi. Bo zaprati ali zaumiti, bo zakuhati ali zapiti, brez vode res ne moreš biti. Res je to, jaz vino hočem biti gospod. Pri vsaki sveti maši služim jaz povsod. Tudi pri vsaki kompaniji, na sedmini ali gostiji, moram jaz na mizo priti. Kakšno skrb storiš pijancem vino ti? Kdor te preveč pije, pamet zgubi. Voda, sem zapiti zdrava bolj kot ti. Tega, kdor me pije, glava ne boli. Jaz sem gospa, ti pa ne gospod. Jaz voda, stara sem 100 000 let. Tebe vino pa kar dolgo ni bilo na svet. Hotelo te sonce speči, jaz morala sem na pomoč priteči. Ti, gospod, ne moreš biti. Če že hočeš biti, bodi ti gospa. Kdor me hoče piti, modro naj ravna. Mero naj si vzame pravo, z vodo mešat me zdravo. Zato na mizi drug ob drugem bova stala, v znak premirja, spoštovanja si roke podala. Tako, zdaj veste nekaj več. Naj povem še enkrat res, da gre za današnji kulturni program. Velika zahvala osnovni šoli ob Dravini na čelu z ravnateljico Nevenko Brdnik. Hkrati pa hvala mentoricam Joviti Kovač, Valentini Volavšek in Janji Stamfer. Čisto na koncu bo fantovska komorna zasedba še enkrat zapela in zaigrala, menda bojo še tudi vmes malo harmonike potegnili. Tako da jaz pa že sedaj vas prosim še za en velik aplavz in res iz srca hvala, da ste danes sodelovali z nami. Prišli smo do same rezi, do ključnega dejanja, zakaj smo danes pravzaprav tukaj. Navodila bo vsem vpletenim dal Sandi Fideršek, ker ima pač danes za to ekskluzivne pravice in ga moramo vsi pobogati, da ne naredimo kaj narobe. Pomagali pa mu seveda boste župan Darko Ratajc v prvi vrsti, pa predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Ivana Podkrajšek, seveda direktor Zlatega Driča Martin Kondruš, ter pa skrbnik trte kartuzijanke, tudi gospod Jože Tominšek. Kot smo slišali, danes so kartuzijanko že pridno porezali naše vinogradnice in vinogradniki, tako da bomo zdaj videli, če je tam znal, pa bo verjetno tu tudi dobro bo prijel za škarje. Skratka, potem pa seveda vabljeni vsi, da mogoče pristopite, naredite kakšno rez in da vsi skupaj doprimoremo k temu, da bo naša Škavčanka dobro rastla. Danes imamo pa v naših vrstah še enega velikana, majhnega velikana, to je naš harmonikar iz glasbene šole Mateja Banovška, Vito Jurgel. Sicer prav tako prihaja iz osnovne šole ob Dravini, dobrodošel Vito. In skratka, on bo zdaj za uvod v tole rez zaigral eno pesmico in to je V dolini tihi. Po rezi pa vas čaka eno posebno presenečenje, ki vam ga bomo nalili v kozarce, ampak potem malo kasneje. Vito, ti kar začni, drugači pa tudi v akciji. Mislim, drugači.
samo nekaj besed še za zaključek. Našo fantovsko komorno zasedbo bom prosila, da se mi tule pridruži. Sicer pa mislim, da smo Škavčanko uspešno porezali, da ste za to poskrbeli z srcem, z znanjem, ki ga imate kot vinogradniki, in sedaj seveda se nadejamo žametnih grozdov torej v jeseni, in upamo, da bomo imeli eno bogato trgatev v jeseni in se spet lepo družili tukaj. Za konec bomo prisluhnili še eni lepi slovenski pesmi. Naši simpatični fantje, torej fantovske komorne zasedbe, jo bodo prinesli med vas. Dišali so tvoji lasje je skladba ansambla Fehtari. Ta skladba poleg ljubezni opeva tudi pomlad in med drugim pravi: steci v pomlad ni lepšega kot skupaj držati. In glede na to, da letos praznujemo tudi 100. obletnico rojstva našega častnega občana, velikega slovenskega pesnika Ivana Minatija, ki je napisal tisto znano Nekoga moraš imeti rad, vam vsem skupaj ter naši trti Škavčanki seveda želim prav to, da bi znali skupaj držati in da bi vas imel kdo rad. Uživajte. Torej, zdaj vam bo ekipa Zlatega griča razdelila posebno penino, torej penino, ki je pridelana iz potomk, vseh potomk, ki rastejo na konjiškem območju in iz katere potem naši vinogradniki vsako leto skletarijo, včasih penino, včasih kaj drugega. No, tokrat se bo v vaših kozarcih zrcalila penina in torej vsem skupaj na zdravje, lepo pomlad in torej sezono do trgatve vam želim. Svitu dana je lepo, časov, ki so že za nami, nikdar več ne bo, a prav zato s to pesmijo gre k tebi lahko. Novim jutrom vsaki ko zbudime petje ptic in svetloba skozi okno samo prvi klic. In čeprav je res, da bom to noč bolj malo spal, sem res vesel, ker pozno v noč sem tebi igral. Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se, a mi ni žal, da sem takrat s tabo bežal. V življenju tako pač je, glej, da moraš iskati naprej, steci v pomlad ni lepšega kot skupaj držati. Praži zdaj še bolj razvini to harmoniko, da zasliši se ta valcer še bolj pravlično. In čeprav je res, da bom to noč bolj malo spal, sem res vesel, ker njeni glas mi je ostal. Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se, a mi ni žal, da sem takrat s tabo bežal. V življenju tako pač je, glej, da moraš iskati naprej, steci v pomlad ni lepšega kot skupaj držati. Steci v pomlad ni lepšega